Pozdravljeni v sklopu Cosmo Cares Masterclassa, ki se bo odvil v obliki okrogle mize na temo vpliva družbenih omrežij na naše duševno zdravje. Moje ime je Ana Marija Lukovec in sem izvršna urednica pri reviji Kozmopolitan. Z mano pa sta tudi diplomirani psihologinji Petra Škaber in Živa Petrovec. Pa če se kar sami malo predstavita. Evo, pozdrav še z moje strani. Jaz sem Petra Škaber, diplomirana psihologinja, študentka kognitivno-vedenjske terapije in vodja projekta Izpovedi mentalnega zdravja. Živijo, jaz sem pa Živa Petrovec, članica Društva študentov psihologije Slovenije in trenutno študentka prvega letnika magisterija na psihologiji v Ljubljani. Torej, družbena omrežja. Danes jih v bistvu uporabljamo vsi. Mladi so na družbenih omrežjih večkrat na dan, po več ur, včasih tudi po cele dneve. Slišimo tudi veliko izpovedi o tem, kako slaba so lahko družbena omrežja za naše duševno zdravje. Pa me najprej zanima, a je kdo imun proti tem vplivom? Jaz bi rekla, da tisti, ki so brez družbenih omrežij, so imuni. Ne vem, kaj ti misliš? Verjetno do neke mere, ampak recimo en izmed plusov družbenih omrežij je pa ravno to, da omogoča neke vrste povezanost, neke vrste komunikacijo in pa neke vrste pripadnost, ki jo pa čutijo v bistvu pomanjkani ljudje, ki nimajo družabnih omrežij. Kdo pa je recimo najbolj ranljiv? Recimo, za koga nas je lahko najbolj strah? Zdaj, če pogledamo raziskave, ki so jih delali večinoma v Ameriki, malo manj žal na evropskem trgu, je porast torej kritičnih nekih stanj prisotnih in posledic, ki jih nosijo družabna omrežja. Večinoma pri mladostnikih tam nekje med 12 in 20 letom starosti, zaradi tega, ker naj bi po rezultatih nekaterih raziskav preživeli od 12 do 15 ur na dan na družabnih omrežjih. Se pa je pokazala tudi povezava med tem, ali imamo, 1 do 5 družabnih omrežij, različnih platform, ali pa nekateri v Ameriki celo do 11, je pa pomembna povezanost se pokazala potem z depresijo, anksioznostjo in tesnobo pri mladostnikih. Zdaj ne vemo, ali je to najbolj prisotno, ali so ravno zaradi tega bolj ranljiva skupina, ali je pa enostavno več raziskav narejenih pri mladostnikih, ki se teh družabnih omrežjih bolj poslužujejo kot pa starejše družbene skupine. Kateri vidiki družbenih omrežij pa so tisti, ki lahko sprožajo neke negativne odzive v naši psihi? Jaz bi rekla, da je ena taka stvar, ki jo vsi ljudje počnemo, da se primerjamo. In družbena omrežja so ena taka platforma, kjer vsi ljudje delimo svoja popolna življenja in te slike naših življenj so zelo popačene. Itak, da je normalno, da ljudje delimo svoje najboljše trenutke, ker želimo deliti z ljudmi, koliko smo srečni, koliko se imamo fajn. To je čisto normalno, ampak problem je, da se potem predvsem na družbenih omrežjih primerjamo med sabo in potem en posameznik gleda neko osebo, ki ima popolno življenje in se primerja to življenje s svojim in potem pride do neke tesnobe, lahko tudi do neke depresivnosti v smislu občutja, tako da je potem to problematično, ker mogoče pa ti ne hodiš toliko na potovanja, nimaš toliko veliko prijateljev, nimaš toliko popolne postave. To se mi zdi tako ena taka problematična stvar. In kako lahko rešimo to s tem, da ne sledimo takim ljudem, da se odmaknemo iz družbenih omrežij, kako filtriramo take vsebine? Zdaj, ravno tu se pojavi problem. Težko rečemo, da obstaja nek recept, kako se temu izogniti. Zdaj, če rečemo, da se nihče nikoli več ne primerja z nikomor, to je dokaj nemogoč cilj. Mogoče, da se umaknemo iz družabnih omrežij, se lahko potem znajdemo v samoti. Lahko se znajdejo mladostniki, predvsem kot da so izključeni iz nekih družabnih dogodkov, ki se odvijajo na družabnih omrežjih. Tako da način, kako se izogniti temu, iskreno, jaz ga ne poznam. Jaz bi mogoče rekla, da lahko malo spremljamo, katere osebe, ki jim sledimo na družbenih omrežjih, nam povzročajo neka občutja, ki niso dobra. In potem, če smo dovolj če se dovolj pogledamo, kako se počutimo, ko spremljamo to osebo, in če smo potem tudi dovolj tako korektni in pogumni, nehamo slediti.
in se na ta način izognemo, da mogoče ni nujno, ker zelo težko je zdaj reči, ja, zbriš si Instagram, zbriš si Facebook, ker večina ljudi tega ne bo naredila, ampak mogoče pa pač omejimo ljudi, ki jim sledimo, no? Ali pa vsaj tisti, ki nam povzročajo neka negativna občutja. Veliko družbenih omrežij, če ne v bistvu vsa, so narejena tudi z njihova strategija v osnovi je, da nas zasužni, da nas manipulira s tem, da nam daje neke doze dopamina, da se mi vračamo, da smo čim več časa prisotni na družbenih omrežjih in nekako posledično prinašamo denar. Kako neka mlada oseba v razvoju lahko sploh kontrolira to, kaj se izvaja nad njo? Jaz mislim, da zelo težko kontroliramo mi sami to, kar se dogaja. Dobro je, da se tega zavedamo. Mogoče s tem že veliko naredimo. Da se zavedamo, da ne vem, ker trenutno rabimo nove čevlje in smo šli pogledati neke nove čevlje, bomo zdaj imeli še en teden na Instagramu objave, ki nam sponzorirajo, mislim, ki nam promovirajo čevlje. Da se pač tega zavedamo in da potem ne kliknemo na to objavo, ne. Tako. Ne vem, meni se je to zgodilo. Jaz sem zdaj rabila, ne vem, nov pralni stroj in zdaj imam same objave o pralnih strojih in o tem in tem pohištvu, no, tako. Zdaj, po mojem mnenju se tudi zelo težko ognemo temu, ker en izmed glavnih namenov družabnih omrežij od skorajda samega začetka je bil marketing, ne. In tudi recimo Facebook sama kot platforma je ena izmed najmočnejših platform za marketing in vedno bolj se tudi večja podjetja usmerjajo v to smer. Kar je žalostno, temu se izogniti je skorajda nemogoče, ker tudi če se izognemo nekim sponzoriranim oglasom, pa tukaj obstajajo potem influencerji. Ljudje, ki prodajajo neke izdelke ne zaradi tega, ker bi verjeli v njih, ampak zaradi tega, ker so na tak ali drugačen način plačani. Zdaj všeč mi je, ker nova filozofija Facebooka, ki jo je uvedel, je, da označi vsako objavo, ki je sponzorirana, kar pomeni, da saj do neke mere nam omogoča, da vidimo, ali je stvar torej nekega organskega naravnega izvora ali je torej plačana. Vendar spet se znajdejo tukaj ljudje, ki to delajo v zameno za majhna plačila, izdelke. Celotna ta influencerska strategija tudi zelo stremi k temu, da je povečana prodaja, ne pa, da bi povišali neko dejansko kvaliteto življenja posameznika, ne. Kako pa se danes psihologija odziva, tako kot veda, na ta prihod in vstop družbenih omrežij v naša življenja? A je to tema na faksu, recimo, da se o tem pogovarjate? V mojih dosedanjih izkušnjah izobraževanja o tem nismo govorili v klasičnih oblikah, torej na predavanjih. Se pa vedno več pojavlja raziskav na to temo, vedno več je tudi govora o tem, kako naj bi psihoterapija in terapija tudi lahko pogledala skozi oči družabnih omrežij, kako lahko obravnava nove mentalne in duševne motnje v smislu tega, da so nastale kot posledica družabnih omrežij, mogoče odvisnosti družabnih omrežij. Odkrivajo se neke novi sindromi, ravno kar sem prebrala, da obstaja sindrom nekako vibriranja telefona, kar pomeni, da si tako zelo, ne bom rekla obseden, ker je to precej močna beseda, ampak nekako obremenjen z tem, da potrebuješ konstantne neke odzive z telefona, da že dejansko čutiš telefon, kako vibrira in to na pol ure. Mhm. Jaz včasih slišim, da mi zvoni telefon, pa mi ne. Odvisnost je v bistvu ena izmed najbrž glavnih slabih posledic na mentalno zdravje, ki ga sprožajo družbena omrežja. Kako človek sploh prepozna odvisnost? So kakšni načini za to? Jaz bi rekla, da tako, odvisnost kot duševna motnja, če jo tako definiramo, duševna motnja pomeni, da obremenjuje in bremeni tvoje vsakdanje življenje. Čeprav, če smo odvisni od družbenih omrežij, pomeni, da zaradi tega, ne vem, so slabši naši odnosi s posamezniki, ne naredimo zaradi tega, ker smo na Facebooku ali pa na Instagramu ali pa na kakšnih drugih omrežjih, ne naredimo nekega dela, ki bi ga mogli. Tako da zelo dobro je, da prepoznamo to najprej, to je en tak prvi korak,
tukaj bi poudarila, da je zelo fino, če malo spremljamo, koliko ur smo dejansko na telefonu in na družbenih omrežjih in potem lahko vidiš, a gre za odvisnost ali ne, tudi spremljaš, koliko te bremeni, koliko ovira tvoje življenje, no, potem pa dalje. Ja. Kako pa mislim, kje pa poiščemo pomoč? To je pa verjetno ena izmed najbolj perečih tem, kako poiskati pravo pomoč. Prvi problem se v bistvu pojavi že pri tem, da so ljudje mnenja, da zato, da sploh poiščejo pomoč, mora biti že nekaj zelo, zelo, zelo narobe. Meni se zdi, da se moramo na tej točki ustaviti in si kot družba priznati, da dejstvo, da potrebujemo pomoč, ni odraz tega, da smo sami nezmožni čez to. Ker ni nekak point tega našega življenja, ni da hodimo čez njega sami, ampak da včasih tudi prepustimo, da nekdo ponudi roko in nam pomaga skozi kakšne zadeve, ki so lahko obremenjujoče in so lahko nekakšen problem na točki našega razvoja. Ne? Zdaj pa, kako poiskati pomoč? Klasičen način, kako priti do recimo kliničnega psihologa, psihiatra in skozi osebnega zdravnika, vendar vemo, da v trenutni družbi to lahko predstavlja problem ravno zaradi časovne komponente, ker je ta proces dolgotrajajoč, medtem ko so raziskave dokazale, da bi moral biti odziv na neke peroče duševne probleme hitrejši, kot pa ga naše zdravstvo trenutno omogoča. Kot posledica tega se potem pojavi ogromno zasebnih nekih ustanov, zasebnikov, SP-jevcev, ki delujejo na področju torej izvajanja terapevtske dejavnosti. Tu pa se spet pojavi nov problem, ker psihoterapevtska dejavnost v Sloveniji ni zakonsko opredeljena. Ne? Tako da na neki točki se znamo vrteti v krogu. Obstajajo pa seveda spletne strani, naprimer Društvo kliničnih psihologov Slovenije, Univerza Freuda ima tudi svoj seznam, imamo tudi seznam psihologov v Sloveniji, ki so in prihajajo iz kredibilnih virov in nam omogočajo dostop do kredibilnih strokovnjakov. Se v bistvu na nek način tudi družbena omrežja lahko predstavljajo vir pomoči za mnogo katero osebo. Sploh se mi zdi, da neki ljudje, ki so mogoče malo drugačni in prej niso bili sprejeti v družbi, zdaj zaradi socialnih omrežij dobivajo svoj prostor v svetu. Mogoče tudi zaradi socialnih omrežij več govorimo o mentalnem zdravju danes. Ja, se strinjam. Mogoče bi glede poudarila, da ena taka prva stvar, saj jaz mislim, da je bil namen družbenih omrežij to, da se povežemo z ljudmi, to, da lahko komuniciramo in govorimo z ljudmi in smo pač, imamo večji občutek povezanosti drug z drugim. Tako da verjetno se definitivno najdejo ljudje, ki so našli nekoga preko družbenih omrežij. In tudi vedno več ljudi se pojavlja na družbenih omrežjih, kar pomeni, da je večja verjetnost, da boš našel nekoga, ki ti je podoben in te bo to verjetno spravilo boljšo voljo. Tako. Zdaj, v bistvu en izmed glavnih namenov toliko let nazaj, ko sem začela s svojim projektom izpovedi mentalnega zdravja, je bil ravno to, da ljudem pokažem, da tudi na družabnih omrežjih obstajajo ljudje, ki se soočajo z enakimi ali podobnimi problemi kot se mi. In ena izmed stvari, na katere sem najbolj ponosna, je, da danes je malo morje takih projektov na Instagramu, na Facebooku. Tudi projekti, ki že leta in leta obstajajo, kot recimo projekt Kako si, so postali vedno močnejši tudi na platformah, kot so naprimer Instagram in Facebook. To je verjetno ena izmed najlepših novic, kar bi jih jaz lahko dobila, ker to je bil namen mojega projekta vsa ta leta nazaj, ko sem bila edina in na momente osamljena na družabnih omrežjih. Torej v bistvu so in pozitivna in negativna ta družbena omrežja. Definitivno, ja. Se vam zdi, da je zdravo, da smo recimo čez dan smo v stiku z ljudmi v službi, tako z družino in tako, in potem, ko se umaknemo svoj čas zase, poiščemo na spletu, pa smo spet na nek način v stiku. Če ne neposredno, saj so neki ljudje online, za katere vemo, da jim moramo ugajati, mogoče se biti skozi pod nekim nadzorom. To se je v bistvu ravno pri meni pokazal problem. Ker delam precej velikih stvari naenkrat, moram biti tudi precej dosegljiva, bodi si na telefonu, bodi si na mailih. In enostavno v naprimer zadnje pol leta, kjer se je večina komunikacije premaknila na in službena omrežja in družbena omrežja,
sem postala preobremenjena. Konstantno imajo ljudje občutek, da imajo pravico dostopati do mene. Se mi zdi, da je to postal problem v družbi. Konstantno moramo biti na voljo, konstantno moramo biti prikazani v najboljši luči, vkolikor smo strokovnjaki strokovni, vkolikor smo, nekako labelani kot razigrani, pa konstantno razigrani. Torej je skozi neka slika, ki ji moramo slediti in se je od nje izjemno težko odpočiti. Vendar sem pa tudi sama pri sebi spet zaznala, da hkrati potem, ko si ne želim, da bi bila konstantno na voljo, pa svoj prosti čas in čas zame preživljam na telefonu. Ja, jaz bi mogoče dodala, da tako ljudje smo zelo družabna bitja nasploh in definitivno želimo preživeti in v službi in potem doma, ko pridemo, še vedno v stikih z ljudmi. Sam se mi pa zdi, da imamo vsi vseeno ta občutek, da rabimo biti tudi malo sami in se mi zdi zelo pomembno, da si to vzamemo, da si vzamemo čas zase, se pravi naredimo nekaj brez družbenih omrežij, brez tega, da smo v stiku z nekom, da spijemo čaj, pogledamo film, preberemo knjigo, karkoli nam paše, ampak da si to res vzamemo, no, to. In kako vi dve recimo manevrirate med tem zasebnim, online? Tako? Jaz moram iskreno povedati, da mi je izobrazba zelo pripomogla k temu, ker mi je dala neko potrebo po samorefleksiji, po pogledu vase. In kadar zaznavam, da se je vpliv družabnih omrežij name torej povečal, zmanjšam intake. Naprimer, 2 dni nazaj zvečer sem odkrila, da sem na telefonu zvečer pred spanjem preživela 2 uri. Zato je včeraj ob 7 zvečer, ko sem se v bistvu umaknila v nekak samoto in izkoristila čas zase, sem ga namenila branju knjige in sem načrtno izgasnila telefon. V sami osnovi pa itak vemo, da je en izmed najbolj endorfinastih načinov preživljanja prostega časa je pa šport, kar pa vedno predlagam in vsem svojim klientom in vsem svojim prijateljem. No. Ja, jaz bi rekla, da tudi zadnje čase sem kar precej aktivna, vsaj v tem, da stalno komuniciram z ljudmi, pa zdajle se itak dosta aktivnosti dogaja v društvu, pa faks se je začel in vedno več je te komunikacije, tako da včasih sem se recimo sprostila s tem, da sem pogledala eno serijo, zdajle pa, kaj tudi vse prek spleta, ne morem, ker sem od 8 do večera za računalnikom, tako da zdaj sem se že 2 tedna igram s fantom Scrabble, tako. To je en tak način sproščanja, no, da pač nisem za ekranom, no, tako. Zdaj ta pandemija, pa ko smo bili v samoizolaciji, pa nismo se smeli družiti, verjetno smo se še toliko bolj mogli zatekati k komunikaciji prek spletnih omrežij. Kako se je to poznalo na našem duševnem zdravju? Ali pa nasploh, no? Ja, verjetno, glede na to, da smo bili socialno izolirani, pa se je mogoče tudi kakšno osamljenost zraven pojavila definitivno dobro. Verjetno je tudi kakšnim starejšim ljudem, ki so lahko tako komunicirali z vnuki ali pa z družino, je definitivno dobro vplivalo na nje, da so se tako pač videli vsaj oziroma slišali na tak način. Je pa potem tukaj spet to, da smo potem verjetno preveč na omrežjih in smo utrujeni in ja. Dobro raziskavo na to temo je naredil naš kolega Žan Lep, psiholog. Je bil tudi pred kratkim, v bistvu je bila objavljena, je javno dostopna, ki je ravno preverjala vpliv družabnih omrežij na odzivnost glede na prisotnost covida v družbi, ne. In se je pokazal pomemben vpliv ravno tega, kar je na momente celo absurdno, da veliko pozornosti smo posvečali družabnim omrežjem in je to postal en izmed primarnih virov pridobivanja informacij, medtem ko ravno družabnim omrežjem nismo pripisovali kredibilnosti in vanje nismo verjeli, ne. Tako da na neki točki so dejansko postali vir informacij. Informacij, ki pa niso bile kredibilne oziroma jih mi nismo gledali na nje kot kredibilne. Hkrati pa, kot je že kolegica povedala, je pa omogočala komunikacijo, povezanost in do neke mere verjetno zmanjšala osamljenost, ne. Tako da noben odgovor ni samo črno-bel. Kako pa se bo to na dolgi rok recimo
mi smo neka prva generacija, ki se srečuje s temi družbenimi omrežji. Kako se bo na dolgi rok mogoče na družbo in na naše individuume to odsevalo, čez kar gremo danes? Se bomo spremenili tako kot ljudje? Napovedovati, kaj se bo zgodilo, je po mojem ena izmed najtežjih nalog, s katerimi se znanstveniki srečujejo oziroma srečujemo. Stvari, v katerih berem, je naprimer, da se je sposobnost ohranjanja pozornosti zmanjšala, iz tega, da smo bili sposobni pozornost posvečati to par minut, naprimer, do tega, da je trenuten attention span mladostnikov od 5 do 7 sekund. To je ena izmed zadev, hkrati pa se mi zdi, da postaja tudi samozavest vedno bolj zunanje pogojena in vedno manj notranje pogojena, ker je nekako postala odvisna od tega, koliko všečkov dobimo, koliko komentarjev, koliko ljudi je mnenja, da je naše življenje popolno ali celo bolj popolno od njihovega. Prej si omenila, da hkrati smo bili odvisni od družbenih omrežij, obenem pa jim nismo verjeli, nismo zaupali. Se mi zdi, da živimo v enem takem času, ko ne vemo več, komu verjeti, čemu zaupati. Tako malo smo v enem kaosu zmedeni. Kje najdemo neko sidro in si pomagamo biti mogoče umirjeni, ne vem, kako se najdemo fokus, k kateremu se obrnemo. Zdaj, kar se tiče pridobivanja informacij, smo na to temo pripravili prispevek tudi na projektu Psihodezinfekcija za kolegi psihologi. Kako v bistvu pridemo do tega, da zmanjšamo intake, ni tako zelo pomembno, kot je pomembno filtriranje tega intakea. Torej, enostavno smo zasuti z informacijami in si moramo včasih vzeti čas za to, da pregledamo, kateri vir je bil kredibilen, kateri vir je mogoče celo bolj kredibilen kot kakšen drug in mogoče celo na neki točki med seboj informacije preverjamo, zato da izluščimo tisto bistvo, na podlagi katerega si potem mi lahko ustvarimo mnenje. Kar se pa mnenje tiče, je pa še vedno pomembno, tako kot, ne vem, vsaka stvar, ki je bila kadarkoli dokazana v psihologiji, je, da se lahko spremeni. Psihologija je živa stvar, ki se konstantno spreminja in se odkriva. Tako kot se je bilo včasih Freudove filozofije, ena izmed najpomembnejših, danes vemo, da jih velika večina ne drži več. Meni mogoče, kar bi tebi še dodala, se mi zdi zelo pomembno, da pač enostavno kritično presojamo informacije. Zdaj pa spet moramo pogledati, koliko nas te informacije in vse to, kar se dogaja, bremeni, in enostavno se jim izognemo oziroma omejimo čas, ki ga preživimo. Jaz recimo sem enostavno v nekem obdobju nehala brati novice, ker se mi ni dal več, nisem zmogla več teh informacij, koliko je okuženih, koliko jih je umrlo, kaj se dogaja, itd. In sem enostavno to odklopila, ker nisem mogla več. Tako da mogoče neka taka stvar, da pač da pogledamo, koliko nas bremeni in potem reagiramo glede na to. Pa v bistvu nam ni treba vsega vedeti, ker mi se mi zdi, da ljudje si mislijo, da če ne bodo vsega vedeli, bodo pa manj, ne vem, razgledani ali pa. A je res, mi lahko rečemo to, da ne rabijo vsega vedeti? Ja, ravno s prihodom v bistvu velikega interneta je prišla dostopnost do vseh informacij in hkrati se je povečala potreba po tem, da so vse te informacije inkorporirane v naš vsakdan in da enostavno brez tega, da vemo vse o vsemu, nismo dovolj pametni, nismo dovolj izobraženi ali pa enostavno je naše mnenje manj kredibilno od mnenja nekoga drugega. Hkrati so pa družabna omrežja omogočila, da za to mnenje tudi izrazi vsak. Ne? Kar pomeni, da vkolikor bi jaz izrazila zdaj neko mnenje, za katerega sem naprimer porabila 3 leta strokovnega študija na podlagi psihologije, ogromno enih ur branja raziskav na neko specifično temo in zelo previdno objavila svoje mnenje, obstaja pa možnost, da bo moje mnenje diskreditirano na podlagi nekoga, ki pa mogoče ni tako zelo, ne bom rekla strokoven, vendar do neke mere na tem področju. Ker pomeni, da spet so nam omogočili neko morje informacij brez možnosti kritičnega presojanja, katere informacije so kredibilne in katere informacije nismo in spet se znajdemo na prejšnjem vprašanju. Ja. A lahko kako filtriramo, kar se tiče recimo informacij o mentalnem zdravju, koga poslušati,
koga rajš ne. Jaz bi tukaj poudarila, da je zelo fino, da pregledamo mogoče izobrazbo, da pač stoji za objavami ali pa za neko stranjo res nek strokovnjak. Se pravi, da je tu psiholog, psihologinja, klinična psihologinja, ne, mogoče bo še ti koga dodala, ampak načeloma, da res preverimo, da to ni nek pravnik ali pa nek ekonomist, ki zdaj ve, kako se bo dobro prodajal na družbenih omrežjih in to izkoristil. Ker tukaj pridemo do velike težave, da ljudje potem najdejo napačne informacije. Tako da to se mi zdi ena taka prva stvar, ker je vsem veliko dobrih strani, ki pač so kredibilne in so lahko nek vir informacij ali pa pomoči, ali pa te saj obrnejo kredibilnim osebam, ja, ki ti lahko nudijo pomoč. Ne vem, Brz psihologije je taka stran, ki je zelo dobra. Naše društvo študentov psihologije Slovenije tudi se mi zdi, da zdaj smo dobili kar nekega dosti feedbacka, da pač smo kredibilni, ker vsem stojimo psihologi za tem, no. Predvsem o tem ozaveščanju, ne zdaj, da bi nudili pomoč, seveda. Pač mi preusmerimo, če pride če se kdo obrne k nam, no. Vem, da Kameleon je tudi zdaj postala stran, ki je drugače svetovalnica, je tudi postala aktivna na družbenih omrežjih, no, se mi je zelo super. Take strani, da se jih preveri, se mi zdi, da itak se je zdaj v tem času pandemije, ki se je zgodila, na veliko straneh objavljali, kje lahko iščemo pomoč, na katerih straneh. Tako da tiste strani, ki jih večkrat sledite, so verjetno kredibilne, ne? In pač tudi greste na stran, kot je NIJZ, recimo, ki ti bo povedal, kam se obrniti na pomoč, to veš, da je lahko kredibilen vir. Tako, se pravi spet, kritično presodi. Na kakšen način še lahko uporabljamo družbeno omrežje, da se počutimo bolje, da sami sebi pomagamo, kakšno ustvarjalnost? Ne vem. Kako si pomagati na družabnih omrežjih? To je dobro vprašanje. Vem, da čist na samem začetku, ko sem začela s svojim projektom, je ena izmed stvari, ki so jih izpostavili moji sledilci, bila ravno ta, da sem jim omogočila varen prostor na družabnih omrežjih. Nekje, kjer so prebirali o ljudeh, ki se soočajo s podobnimi problemi, ki so dobili informacije in izpovedi od ljudi, ki so se na primer že kdaj spopadli z veliko depresijo, depresivno epizodo, ki so se kdaj spopadli z tesnobnimi napadi, z anksioznostjo, in jim je to nekako omogočilo, da so imeli občutek, da v tem niso sami, da niso edini, ki so se kdaj v življenju spopadli s tem problemom, in da obstaja še nekdo tam zunaj, ki je na neki točki v življenju se spopadal z enakim problemom in ga rešil. Ok, mogoče še to, zdaj 10. oktobra je bil dan mentalnega zdravja, ne? Še mogoče, če mi poveste, s čim se letos posebej ukvarjate? Ja, letošnja tema je bila večja investicija, večja dostopnost, s čimer se je predvsem želelo sporočiti, da bi bilo potrebno več investiranja v neke storitve na duševnem zdravju, zato da bi bilo duševno zdravje bolj dostopno ljudem. Je zelo aktualna tema tudi za Slovenijo, ker se soočamo z zelo veliko težavami s tem, da so čakalne vrste predolge, da nimamo dovolj strokovnjakov na tem področju, še in še bi lahko govorili, tudi ti si že prej omenila zakon. Tako da ja, je zelo treba delati na tem, da bi bilo duševno zdravje prepoznano kot zelo pomembno in potem, da bi se več investiralo van in bi bile ne samo za ljudi, ki so v stiski trenutno čakalne vrste manjše, ampak tudi, da bi delali na preventivi. Se pravi, bi bilo duševno zdravje videno pomembno in da ne bi bil le 10. oktober, svetovni dan duševnega zdravja, ampak da bi bil vsak dan dan duševnega zdravja. Pa bi vas še vprašala, če je kakšen aspekt, ki bi ga rade še posebej omenili na temo vpliva družbenih omrežij na duševno zdravje, ker smo ga mogoče spustili. Kaj mogoče s čimer se vidve ukvarjata? Mogoče bi zaključila s tem, da na veliko in široko lahko govorimo, kako zelo negativen vpliv imajo družabna omrežja na naše duševno zdravje, kako zelo adiktiv so do neke mere, kako zelo omejuje naše življenje, vendar če bomo pozornost posvečali samo negativnim vidikom, se potem pozitivne spremembe na tem področju zelo težje dogajajo.
se mi zdi, da je čas, da prepoznamo pozitivne vidike družabnih omrežij, da omogočimo, da postanejo družabna omrežja neko varno zatočišče za mlade, nek kredibilen vir informacij in neka možnost za neko ekspresivnost in neko izražanje mladih na področjih, ki se do zdaj niso imeli bodi si možnosti, bodi si znanja izražati.